Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o 3 stvarih iz knjige Ko imajo duše žur. In sicer pokristjanjevanje, moč lepih spominov in čas je za nore in drzne. V glavnem, kje se je po večini ženskam, ki čutijo v sebi, da jih čaka nekaj več, da imajo nekaj v sebi za dodati svetu, kje se je zataknila energija. Dejansko ogromno žensk predeluje karmično kot duša čas, ko so bile kaznovane zato, ker so živele svoje poslanstvo. Ko so upale izstopiti iz množice in delati samo to, kar one so, deliti svoje znanje, mogoče delati zelišči, mogoče ustvarjati, jih je potem sveta, v narekovajih, inkvizicija kaznovala za to, kar so. In vemo, da srednji vek je naredil strašno krivico ženski energiji in mnoge ženske so se potem skrile v neko nemoč in samo nemočno opazujejo z neke luknjice in špegajo v življenje in si ne upajo nič narediti. Druge pa enostavno se postavljajo v moško energijo in v boj za svoje pravice. In v vsakem primeru neprestrašena ženska, ne tista, ki je v agresiji, ni v ženski energiji. Se pravi, ne ena, ne druga ni v svojem centru, v ravnovesju in seveda neravnovesje se najprej pozna na zdravju, na fizičnem zdravju, ki se lahko odraža recimo kot menopavzni obročji okrog trebuha. Recimo, hormonska maščoba, ki se nabira okrog trebuha, je direktno povezana s kroničnim stresom in lahko zaradi tega, ker si človek ne upa in je v stresu, ali pa zaradi kronične jeze, ker je ves čas v agresiji. Tako da v vsakem primeru je treba pogledati svoja podzavestna prepričanja. V glavnem, zdaj, če pogledamo najprej to pokristjanjevanje in potem sveta inkvizicija. Se pravi, leta 1184 je bilo ustanovljeno cerkveno sodišče, ki je dejansko kaznovalo vse ljudi, ki so se na kakršenkoli način, ki so odstopali od nekih okvirjev, z namenom, da bojo pač lažje vladali. No, in to je še vedno prisotno, zdaj, dobro, hvala Bogu, da tega ni več, da bi kurali ženske na grmadah, ker bi verjetno jaz sigurno gorela. No, ampak v glavnem, za vse tiste, ki imate pa v sebi ta strah pred tem, da bi se izpostavile, preverite najprej z mišičnim testom, če imate v svoji podzavesti, se pravi v svojem dušnem zapisu, program strah me je izpostaviti se, strah me je kazni, strah me je javnega sramotenja, se pravi, sramotilni stebri so zanimivi. In naslednja stvar, strah me je, da bom kaznovana, če se izpostavim. No, pogosto v tem življenju imate opravka s svojimi rablji. Se pravi, če v tem življenju imate ves čas nekoga, ki ti govori, da nisi v redu, če imaš nekoga, ki te na nek način želi stlačiti v neke okvirje, je lahko povezano prav s tem obdobjem. Se pravi, nekdo te želi kaznovati ali pa te zaščititi, da se ne boš izpostavila. No, v glavnem, preverite z mišičnim testom, če nosite v svojem zapisu karkoli od tega. Poglejte, drage dame, če imate to v svojem zapisu, pomeni, da imate lahko neverjeten talent povezovanja ali pa ustvarjanja, imate znanje glede zelišč, ampak enostavno ne date tega v svet. Zaradi tega, ker vas je tako strah biti to, kar vi ste. In ko boste vi počistili ta strah, in seveda zdaj vprašate, kako, to poznate, zdravilna molitev dekodiranja, in greš čisto preprosto po knjigi Ko imajo duše žur in preverjaš, strah me je kazni, pa potem to počistiš in tako naprej. No in v glavnem, ko čistiš, seveda je prva stopnja čiščenja podzavesti, je zdravilna molitev dekodiranja, druga stopnja je potem, ko daš
prste v klunček in popravljaš škodo na celični ravni. In potem je naslednja stopnja, je pa potem vizualiziranje svoje srečne bodočnosti. In zdaj, kako si predstavljati sebe v srečni bodočnosti, če dejansko mogoče ne najdeš nekih srečnih spominov. No, in to je pa zdaj pomembna zadeva. Poskusi najti v svojem življenju 2-3 dogodka, ki nima, recimo dva dogodka, ki nimata nobene asociacije naprej na neko nesrečo. Recimo, jaz ko vizualiziram, se pravi, ko želim vklopiti čustva svoje srečne bodočnosti, se dejansko povežem z 2 takima dogodkoma, ki sta me neverjetno zaznamovala, tako pozitivno. Se pravi, dobro, s 3, 2. Dejansko rojstvo otrok, vemo, da je en od najsrečnejših dogodkov, ki jih lahko mama doživi v svojem življenju. Se pravi, to je sigurno tak lep spomin, ki mi vedno pričara neverjetno srečo. Naslednji tak lep spomin je povezan, ko smo šli na Triglav in je bilo tako čarobno, neverjetno je bilo. Dejansko so obetali grdo vreme in so vsi planinci bežali iz gora, mi smo pa šli gor in v bistvu nas je spremljal kot oblak, ne kot oblak, kot luknja sonca. Dejansko, ko smo prišli na Triglav, se je naredil nad Triglavom tunel jasnega vremena. Drugače pa samo pač megla, grdo vreme, potem smo imeli sonce in hodimo čez sedmera jezera in tam so se svizci hranili in je bilo tako neverjetno, neverjetno. In mene to navda samo srečo, zato ker v bistvu sploh ni bilo ljudi, ker smo bili skoraj sami. Potem eno takih srečnih spominov je, ko recimo morje, Korčula, ležim na vodi in diham zrak, svobodo. Pač tako, to so nekako tista moja občutja sreče, zadovoljstva, ko enostavno povežeš res tisto energijo. No in kaj se zgodi? Raziskave so pokazale, da ko vi razmišljate o srečnih spominih, se pravi mi vsi, ko se povezujemo s temi čustvi, se dejansko vse celice v nas obnavljajo. Ko pa premlevamo težke spomine, pa dejansko celice propadajo. Zdaj pa pomislite še eno stvar. Ko se jaz kot mama povezujem s srečnimi spomini, s srečnimi čustvi, a veste, kaj se zgodi? Ker dejstvo je, da moji otroci so tudi moje žive celice. To pomeni, vse moje žive celice se pospešeno obnavljajo. In to pomeni, da ko jaz kot mama obujam srečne spomine, hkrati vplivam na vibracijo mojih otrok. Kako je to dobro? Ampak res dobro. Se pravi, moje celice se obnavljajo in vplivam na vibracijo mojih otrok. In to pomeni, da avtomatično širim okrog sebe neko polje pozitivne energije. Zdaj pa to, kar si želim, recimo, a vam povem še en tak srečen spomin. Bili smo na Jadrnici in ker je bilo sonce, sem imela ruto čez rame, da me ne bi upeklo, in binglala sem z nogami dol, pač tako na kljunu sem sedela in sem binglala v vodo in tista ruta je plapolala in pod mojo nogo je začel skakati delfin. Pač, čista radost. Pač to moraš dobro eno doživeti, ampak drugo, vsak od nas ima kakšen srečen spomin. Vsak ima nek spomin, ko ti duša poje od sreče. Poiščite te spomine, če imate mogoče sliko, si dajte nekam sliko in ta slika vas bo povezala s čustvom teh srečnih dogodkov. In s tem se spremeni vaša vibracija. No in v glavnem vsakič, ko boste slikali te srečne dogodke,
ustvarjate s tem še več tega, o čemer razmišljate. No in zdaj naslednja stran je pa tukaj v knjigi Ko imajo duše žur, na strani 210, in sicer Claudia Andromedas piše: čas je za nore in drzne, ki sanjajo, da bodo leteli. Nič več izgovorov. Ne boj se sijati lastne zvezde, postavi se na nebo. Končaj to igro zmagovalka, ne čakaj, da se ti bo serviralo, vzemi si svoj kos življenja in ga živi. Tokrat kot zmagovalka, mogoče bodo izgube. Izgubila boš samo tiste, ki niso razumeli tvoje poti v luč in ljubezen. Skoči, krila so nared. In divjini življenja ti zdaj preostane samo zmaga, oziroma v divjini življenja ti zdaj preostane samo zmaga. Verjemi, da je hrane več kot dovolj. Življenje je dovolj za vse. Manjkala ti je lakota, da bi resnično zagrizla v življenje. Zagrizi, močno, odločno, z ljubeznijo, strastjo, z modrostjo, z ognjem, ki razblinja ves dvom, ves strah in vse omejitve. Želi zmago? Si vojakinja, si bilka, si sovražnica, si zaveznica in si zmaga. Ne čakaj, ker ti, ki ti tole poslušaš, ti si vse. In v glavnem dokončno očiščenje boginje. No in zdaj naslednja stran je pa v knjigi Ko imajo moški hormoni žur, da vidim 210. Veste, kako sem do teh številk prišla? Ne, 415. Na ta način moja hčerka mi je številke povedala in sem rekla, ok, to so pa zdaj dejansko sporočila, tisto, kar želim z vami podeliti. Se pravi, 415 iz knjige Ko imajo čakre žur. No, in v glavnem, tukaj pišem o tem, da je naše telo sestavljeno iz 9 različnih osebnosti. In sicer prva osebnost, ki je povezana s korensko čakro, ta osebnost je povezana s tem, da želi preživeti. Kako stoji? Lahko je okužena z varnostjo in se bo bala življenja, bala stopiti naprej. Mogoče je pogumna. Prva osebnost, korenska čakra, močna, normalno deluje, veš, kje so tvoje korenine in se jih ne sramuješ. Enostavno veš, kdo si. To je prva čakra, prva osebnost. Druga osebnost je povezana s spolnostjo. Se pravi, spolna energija te definira. Si ženska, si moški, pač te definira, kakorkoli. Spolna čakra je povezana z zlorabo, lahko tudi zlorabo svoje energije oziroma zlorabo tvoje energije. In če te je strah zlorabe tvoje energije, boš na nek način privlačila ljudi, ki bojo zlorabljali tvojo energijo, dokler ne boš rekla dovolj. Potem je tretja čakra, tretja osebnost povezana s popkovno čakro, ki je povezana s tem, kako se upaš, to je hara, kdo sem jaz in kako se postavim, pač ta močni postavitev za sebe. Stabilno izražanje samega sebe. Da se tretja osebnost preko popkovne čakre pozdravi, je pomembno, da prereže vse vezi, ki jo vežejo predvsem na družino, kakšna bi mogla biti, komu bi mogla ustrezati, ker se vedno tako dela, bi mogla tudi ti tako delati. Pač jasno se postavi za sebe. Potem je pa četrta osebnost, ki je povezana s solarnim pleksusom in dejansko je povezan s centrom osebne moči in s tem, kako si upaš sijati v svetu. A upaš pokazati, kdo si, brez oholosti, a upaš, pač, to sem jaz, taka sem, nič drugačna. Pač, a zdaj govorim tako, kar mislim, jebet ga, če me kdo ne mara. Pač me ne mara. In enostavno živiš svoje življenje in greš svojo pot. Ker imaš pozdravljeno četrto svojo osebnost, enostavno zlahka greš naprej. Potem pa peta naša osebnost je povezana s srčno čakro
in povezana z ljubeznijo, s sočutjem, z milino. In se pravi, kdor nima pozdravljene te osebnosti, težko zaupa ljudem, težko zaupa najbližjim ljudem, mogoče je pretirano ljubosumen, zaradi tega, ker ne moreš bližnjim zaupati, ker te izdajo. No, potem 6. osebnost je povezana z izražanjem svoje resnice, da poveš, da zaznaš, ja, da se opravičiš, ko je potrebno se opravičiti, in da hkrati takrat, ko te pa nekaj duši, ravno tako poveš. In kako poveš? Ne, da skačeš drugim v glavo, ampak v tej situaciji jaz občutim to in to. In potem naslednja osebnost je povezana s tem, da si dovolim videti resnico in da dovolim, da se tudi moje hormonsko stanje vzpostavi v ravnovesje, zato ker je ta naša 7. osebnost, se pravi povezana s 3. očesom, je povezana z hipofizo z vsem hormonskim stanjem. No, potem pa naslednja osebnost, 8. 8. je pa povezana s kronsko čakrom in zavedanjem, da je vsak izmed nas neskončno ljubljen. Se pravi, če se jaz zavedam, da sem v osnovi božansko bitje, zemeljsko izkušnjo, da ima moja duša avatarja in da na nek način deluje vse skupaj na ta način, pa tudi ta naslednja čakra je takole nad glavo, 9. osebnost, zlati plamen, ki je dejansko povezan z našo božansko energijo. No, in zdaj smo se s hčerko pogovarjali. Dejansko sem razmišljala, da je tako, kot da bi naša duša imela svojega avatarja. In naša duša nam želi sporočiti preko bolezni, preko težav, da smo na napačni poti, preko pomanjkanja. Recimo v naši družini predelujemo prav energijo pomanjkanja. Veste česa? Vsega. Razen, tudi pomanjkanje. Pomanjkanje, sladkorna bolezen je povezana s pomanjkanjem. No in v glavnem nekako sem zdaj prišla do tega dovolj. In dejansko, se pravi, če ima moja duša avatarja in jaz sem ta njen avatar, in ko jaz naredim korak, po moje duše proslavljajo. Moj avatar je razumel, zdaj je pač naredil nek premik. In takrat, ko duša obupa, pa reče, mene tale človek ne posluša. In včasih duša stopi stran, pa reče, v redu. Si izbrala tako pot, hodi, ker pogledajte, kolikrat ljudje pač sfalimo pot. Pa gremo nekam in dobimo toliko opozoril, ne tja, ni v redu, ne tja, in rineš z glavo točno tja. In kamar je šel bik, pa gre še štrika, pač nič ne moram narediti, vse gre pač tja. In duša obupa nad tabo in potem zboliš. In takrat, ko si čisto na tleh, takrat začneš moliti. In zdaj te bom pa poslušala, duša, zdaj te bom pa poslušala. Karkoli boš rekla, bom naredila, zato ker hočem živeti. In vedno dobiš priložnost. Ali pa pač avatar umre in pač imaš novo življenje. Ampak to novo življenje nič nisi rešil, zaradi tega, ker ponovi vajo, dokler ne skapiraš, kaj je tvoja lekcija. No in zdaj, če računamo na to, ali pa če razmišljamo, da je naše telo zemljevid, kaj se mi kot duša s telesno izkušnjo želimo naučiti. Jaz sem prepričana v to, da sigurno mi kot duša z zemeljsko izkušnjo se učimo uživati v zemeljskem življenju. Uživati v hrani, uživati v odnosih, uživati v tem, ko vidimo, da nekaj raste, uživati v tem, ko vidimo, da smo zmožni nekaj narediti. In vemo, kako mehni otroci sami sebi ploskajo in še ne pozabijo uživati v tem. In so čisto navdušeni, ko nariše glavonožca, pač krog, pa iz tega kroga dva štrcla, ki sta roki in 2 nogi,
In je navdušen, ker še ne ve, da to ni v redu. In potem enkrat pridemo do točke, ko začnemo sami sebe kritizirati. In potem rabimo leta in leta, da pridemo spet do tega, da se počutimo kot otroci, da nam je čisto vse glih, kaj drugi rečejo. Pač zanimivo, ne? Kaj se učimo skozi življenje. In prej kot skužimo, preverite sami, pač ko ti všteka, kaj se sploh učiš skozi to svojo zemeljsko izkušnjo, lažje je. In kdo bo kazal za tabo? Pač tisti ljudje, ki imajo sami preveč sranja. Kdo vas bo upravljal? Tisti ljudje, ki imajo preveč sranja. Kdo bo proti vam? Tisti ljudje, ki imajo sami sabo preveč dela in se je bolj varno ukvarjati z vami, kot pa sabo. No, dajmo pogledati, kaj nam stvarstvo sporoča preko kart prehod v novo dobo, da vidimo. 3 sporočila za vas, za tebe, svetla, stara duša, ki se učiš izražati skozi življenje. Ti, ki tole poslušaš, zaupaj toku življenja. Življenje te absolutno podpira, zaupaj. Naslednja. Tebi pripada sreča, zaslužiš si jo. Zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si izobilje vsega dobrega. Vprašaj dušo, kaj je moj naslednji korak? Kaj je moj naslednji korak? Začni se to spraševati in tvoja duša ti bo dala odgovor. In 100%. In na svetu si zato, da svetiš z ljubeznijo. No, pod prvo, draga dušica, začni svetiti zase z ljubeznijo. Sebi, daj sebi ljubezen. In pri ljudeh išči njihove moči, njihove dobre lastnosti. Razumi, da dela vsak najbolje, kar zmore in zna. In vsak ima v sebi drobno lučko, žarek Božjega. Sebi dovoljuj, da vidiš svetlobo v ljudeh. Zato, ker ti si svetloba, ki privlači svetlobo. In ja, ti si svetloba, ki usvetljuje temo. In če ta trenutek seka vate vsa ta tema, dovolj si živeti. Pač, enkrat se naredi dan. In takrat, ko se naredi dan, enostavno ni več take, ni teme, ne? Še to, ne bojte se svoje temne plati. Ne bojte se. Uporabljajte mišični test, da vidiš, kaj je tvoja resnica. Pomembno je, da pogledaš tudi v temne dele sebe, da si priznaš svoja čustva, da si priznaš, mogoče imaš še vedno zamero do svojih staršev, pa so lahko že pokojni, pa imaš še kar zamero do svojih staršev. Dokler imaš zamero v sebi, si v energiji sovraštva. Pač tako je, a ne? Poglej tudi svoje temne plati. Pogledaj še 47. Zavedaj se, da lahko narediš samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Zavedaj se, ta proces poteka brez tvojega napora, ker tvoja duša, ko ti narediš korak, ti tako pripelje ljudi, stvari, dogodke, vse tisto, kar ti potrebuješ. Ne? Kaj je moj naslednji korak? No in zdaj bomo pogledali, zaupaj toku življenja, ta tok ti nosi, vedno. Ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori. Zavedam se, da v moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Zavedam se, da se rezultatov ne da izsiliti. Zaupam, da sem vse urejal najvišje dobro vseh vpletenih. In če ta trenutek imate občutek, da nikamor ne grejo stvari, no vprašajte svojo dušo, kaj me učiš. Boste sigurno dobili pravi odgovor in mogoče je kakšno stvar treba samo spustiti. In potem se stvari zgodijo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, življenje je lepo.